V bistvu prišli smo na povabilo Tine Maze in se ji izjemno zahvaljujemo, zaradi tega, ker to je tako enkratna izkušnja za vse nas, otroci, tako kot ona pravi, ne? Težki trenutki izoblikujejo in ona jim je zdaj dala en super trenutek, ki jih bo pa tudi ponesel naprej. Tako je izkušnjo dvodnevnega izleta opisala koordinatorka programov botrstva pri Zvezi Anita Ogulin, Tina Lamovšek, ki je mlade spremljala na tem izletu. Druga Tina, tista, ki je v izjemni karieri prismučala tudi 2 zlati in 2 srebrni olimpijski medalji, je zgled za tako doživetje za mlade dobila že pred 20 leti. Me je v bistvu na olimpijskih igrah v Torinu 2006, se mi zdi, navdušil Jure Franko, ko je pripeljal tja otroke, da si ogledajo olimpijske igre. In jaz mislim, da ta priložnost, da so olimpijske igre tako blizu nam, je res edinstvena. In če lahko otroke navdušimo nad nekim športom, da bodo nekega dne magari oni tisti, ki krojijo svetovni vrh, pa ne govorim samo o alpskem smučanju, v vseh ostalih športih, smo naredili svoje. In se mi zdi, da vzorniki moramo delati tudi to kasneje po naših karierah. Med mladimi perspektivnimi športniki sicer ni bilo nobenega, ki bi treniral prav zimske športe. Treniram plavanje in triatlon, spremljam vse športe, res zanimajo me vsi športi, smučam tudi, tako da mi je to ful zanimivo. Treniram nogomet, tako da sem tudi športnik, no, tudi smučam. Tudi moj ati smuča, tako da mi je zelo zanimivo gledati smuk. Mi je bila tudi želja velika, da sem pač prišel na olimpijske igre, ne. Tako da v bistvu ja, no, mi je zelo zanimivo tule. Fajno vzdušje je. Jaz treniram rokomet, že kar nekaj časa, več kot 10 let. Treniram rokomet, sem trenirala že ful športov. Pač tako probam vsak šport, mi je rokomet najboljši. Mi je tudi všeč, je bolj ekipa, kakor posamezno. Danes ste pa kar pošteno zebe. Ja, je res mrzlo, malo se splačalo priti in ja, mi je ful všeč. Prvi dan po prihodu iz deževne Slovenije v osončene Dolomitske Alpe so si mladi športniki ogledali tekmo skakalcev in imeli olimpijski kviz. Zelo vladajo olimpijsko vsebino, kot da so bi že pripravili, tako da smo potem naredili eno tekmovanje fantje proti puncam, sledi še za avtobusno vožnjo za nazaj, tako da nimamo še zmagovalca, ampak definitivno bojo kakšne zlate medalje tudi pri nas padale. Zmagovito je bilo tudi to, da so se mladi športni zanesenjaki, ki se prej niso poznali, zelo lepo povezali, jih pohvali vodja poti. Na začetku so bili malo sramežljivi, seveda, tako da se niso poznali, kakšni so se iz klubov potem tako malo, si ti bil tisti, ki si tam treniral tako. Potem je bilo malo prvo, so prebijali let s tem, kaj trenirajo, ker so tukaj vsi športniki, potem pa že malo bolj osebni pogovori in se mi zdi, že ko smo jih razdelili po sobah, so bili že cela kompanija, so bili prijatelji med sabo in ne vem, sproščeni so, super, tako. Vemo, da je lahko tudi malo zadržano, da bi navijali, ampak jih je kar ta neko vzdušje ponesli naprej, tako da se jim še mi čudimo. In navijali so tudi drugi dan, ko so si po zajtrku v Slovenski hiši ogledali smučarske tekme. Že sama pot do sem je bila super izkušnja, fenomenalno vreme danes, super vzdušje, ker smo ga tudi mi pričarali, tako da super navijamo tudi za naše smučarke in absolutno super celotna dogodivščina, videti Olimpice na kupu, kako se trudijo, kako se prepletajo, kako si navijači med sabo stojimo ob strani, drug za drugega navijamo, tako da super. Razsežnosti prizorišč in sploh vse je bilo še veliko večje, kot so si predstavljali, dokler so igre spremljali le prek zaslonov, priznavajo mladi športniki. Mogoče malo večje, kot pa zgleda na televiziji, no. To bom rekel. Tudi dolga pot je sploh, da prideš do sem gor. Ni to kar tak, da se lahko kar z avtom pripelje sem, ne. Nisem tudi vedel, da je še pol tudi toliko veliko smučišče tule. Tako da ja, je malo drugače, kot sem si predstavljal. Pri Olimpijskem komiteju so mlade športnike opremili za uspešnejše navijanje in jih pogostili. Nato so se srečali z legendarno Tino Maze. Bila je izjemna gostiteljica, z mladimi športniki je preživela veliko časa, iskreno so jo zanimale njihove športne poti in uspehi, odkrila je tudi kaj o zasebnem življenju. In kakšno je bilo njeno najpomembnejše sporočilo? V bistvu si želim, da se imajo fajn, ker če se imaš fajn, pol to neseš sabo in pobereš tisto ven, kar je tebi pomembno. Seveda, ko pridejo na tako izkušnjo, se med sabo mogoče se spoznavajo ali pa so imeli mogoče malo treme pred mano in pač
skušam razbiti ta občutek, da magari smo mi nekaj drugega kot oni, pa nismo in pač skušam biti jaz, ker se mi zdi, da s tem se najbolj približaš vsem. In če so športniki dostopni, pa so nekateri športi finančno vse bolj zahtevni in posledično nedostopni za mnoge mlade in njihove starše. Botrstvo v športu je program, ki v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Zvezo Anita Ogulin zelo perspektivnim mladim dostopnost vsaj malo olajšuje. To je izjemnega pomena in želim si, da Slovenija podpira vse, ne samo tiste, ki si lahko privoščijo šport, ker se mi zdi, da tisti, ki imajo mogoče malo več težav, mogoče v otroštvu so tisti, ki so najbolj lačni po zmagovanju, po rezultatih in vejo, kaj je pomembno. Ni pomemben rezultat, pomembno je biti zdrav, pomembno je živeti v normalnih okoliščinah in nekako težki trenutki te naredijo boljšega. Vemo, da šport niso samo zmage in tudi jaz sama sem črpala iz težkih trenutkov in to so tisti, ki te nekako dajo zavedanje, da sam rezultat je češnja na neki torti, ma ni najpomembnejšega pomena. In med pomembne stvari v športu sodijo tudi vzorniki. Tina je nedvomno navdušila. Najbolj mi je to ostalo, koliko je topla oseba in koliko se v bistvu potrudila za vse nas, koliko je pripravljena vsega poslušati in tudi podeliti svoje izkušnje, kako je njej. Seveda so na začetku športne poti še kako pomembni tudi podporniki. Mladi športniki jih imajo predvsem med domačimi. V bistvu vsi, družina, bratci, imam še 4 bratce, tako da vsi, mami tudi me zelo podpira. Tako da upam, da bom jaz tudi prišel na kako veliko tekmovanje. Mogoče, mislim, ne v smučanju, ne, ampak v nogometu. Ne. Upam, da bom lahko jaz tudi predstavljal Slovenijo ne, kot državo na tekmovanjih. In kakšne so po njihovem mnenju odlike tistih športnikov, ki se jim uspe uvrstiti na olimpijske igre? Želja pa strost, da pač strojajo, pa da tudi ko je najtežje, da ne odnehajo, ampak da še vedno ostanejo v tem, kar vejo, da radi delajo. Kako pomembno je to zate? Zelo, res. Mene najbolj navduši to, ko vidim, kakšno strast imajo do tega, koliko je tukaj enega truda v zadnji in to, da toliko vztrajajo, ne glede na to, koliko je težko. Tina Maze pravi, da te težki trenutki oblikujejo. Ne? Kako sama razmišljaš o tem na svoji športni poti? Mislim, da je veliko takih preizkušenj in da lih takrat se pokaže, kdo je tisti ta prav, ki zdržita v stres in napor. Tako da ja, mislim, da je vredno truda. No? Izleti, kot je bil ta na olimpijske igre, mladim športnikom zelo veliko pomenijo. Super, res nepozabna izkušnja, po mojem nekaj najboljšega, kar se ti lahko zgodi, da greš gledati olimpijske igre, tako da super. Je kar mraz, ampak se splača. Se splača videti vse to v živo in sploh z dobro ekipo, mislim, da se bomo kar fajno. Še posebej zato, ker so mladi, ki prejemajo finančno spodbudo programa Botrstvo v športu, s pomočjo Olimpijskega komiteja dobili priložnost obiskati največjo športno prireditev na svetu. Predstavnica Zveze Anita Ogulin, Tina Lamovšek. V bistvu se moramo zavedati, da tukaj otroci iz Botrstva v športu nimajo najboljše socialne mreže, nimajo najboljših finančnih pogojev, to se pravi, da tudi ne morejo sami razvijati toliko dobro svojega talenta, kot bi ga lahko, če bi bila finančna sredstva, pač, da ne bi bila tako šibka. Tako da v bistvu taka izkušnja si v bistvu nikoli niso niti predstavljali, da bojo bili. Seveda so lahko sanjali, naprimer, da bi v svojem športu tako uspeli, da bi šli kasneje na olimpijske igre, ampak da ta strošek v bistvu, da bi oni dali čez, da grejo nekam na tako veliko tekmovanje, je nepredstavljivo. In v bistvu se jim je zdaj odprl vrata v še nove razsežnosti, ker se je v bistvu to nepredstavljivo je tukaj in zdaj in doživeto. In ne le to. Dober glas o športu in igrah se bo širil tudi na mlajše, pravi udeleženec, ki so ga doma čakali 4 bratje. Ja, jaz sem vam povedal čisto resnico, da je bilo super, da sem užival. Je to tudi prva izkušnja olimpijskih iger zame. Tako da jim bom tudi priporočil, upam, da bo oni tudi lahko šli kdaj na olimpijske igre.